Sem Katja Potočnik-Nussdorfer. Na Ceneš-Stupar cilj skrbim za osnovno šolo za odrasle in sicer za opismenjevanje odraslih od 1. do 4. razreda, integracija na trg dela za državljane tretjih držav in osebe z mednarodno zaščito, ter sem vodja projekta Opismenjevanje in učna pomoč, ki se izvaja v azilnem domu in v njegovih izpostavah. Pri delu tesno sodelujem z Lido Zagorč-Šuligoj, ki na našem zavodu že več kot 10 let deluje na področju jezikovne integracije priseljencev in je vodja programov Začetna integracija priseljencev, slovenščina kot drugi in tuji jezik in izpitov iz znanja slovenščine na vstopni in osnovni ravni. Ljudje že od nekdaj prestopamo meje zemeljskih, jezikovnih in kulturnih okolij v želji, da bi spoznali raznolikost drugih kultur in izkoristili priložnosti, ki jih ponuja drugo okolje. Danes nas k vse večjemu približevanju in razumevanju drugih kulturnih okolij ženejo globalne, gospodarske in politične razmere. Zavedanje, da so za uspešno sobivanje različnih kultur in gospodarski razvoj potrebni medkulturni dialog, medkulturna mediacija in spoštovanje raznolikosti, je čedalje večje. Kaj pa sporazumevanje in upoštevanje medkulturnih razlik v poslovni komunikaciji? S stalnim priseljevanjem ljudi, tudi iz povsem drugačnih kulturnih okolij in vrednostnih sistemov, se je pojavila potreba po drugačni komunikaciji. Ta komunikacija postaja zaradi nezmožnosti interpretacije povedanega ali napisanega pravi izziv, saj so delovna okolja postala prave zakladnice različnih resničnosti, takih, ki se razlikujejo od naše in za katere menimo, da je edina pravilna. A je res? Mnogokrat prihaja do nepotrebnih konfliktov, tako med sodelavci, kot na ravni vodstvo in zaposleni, ter obratno. Komunikacija je aktiven odnos med ljudmi z različnimi kulturnimi ozadji, ki ga večinoma vzpostavimo preko skupnih vrednot. Znanje tujega jezika nikakor ne smemo enačiti z razumevanjem druge kulture. Največ razhajanj med različnimi kulturami je povezanih prav s tem, da se ljudje na isto dogajanje odzovejo na povsem različne načine. Da bi obrnili izzive raznolikosti v naš prid, je pomembno, da v organizacijah, kjer je raznolikost zaposlenih velika, kadrovik in vodstva usmerite pozornost v največji meri na spoznavanje osebnosti posameznega zaposlenega, prepoznavanje njegovih spretnosti in nadarjenosti, ter ugotavljanja, kako posameznik dojema samega sebe in kako vidi druge. S pomočjo in ob upoštevanju teh informacij lahko pričnete graditi vključujočo organizacijsko kulturo podjetja, ki resnično spoštuje raznolikost zaposlenih. Raznolikost zaposlenih tako ni težava, ampak izziv. Ta izziv prinaša številne priložnosti za rast organizacije. Skrb za stalno izobraževanje vseh zaposlenih naj postane sestavni del organizacijske kulture naših podjetij. Ključ za izvajanje učinkovitih izobraževanj je v tem, da dovolite izvajalcem izobraževanj spoznati lastnosti in sposobnosti učeče se osebe, njene zmožnosti ohranitve in obrazložitve različnih tipov informacij in izkušenj. Ljudi ne smemo obsojati in primerjati. Znebiti se moramo vseh predsodkov in jih sprejeti takšne, kot so. Dovoliti in upati si moramo, da jih spoznavamo kot posameznike. Le tako bomo organizacije izkoristile raznolikost kot eno izmed naših ključnih prednosti v globalnem delovanju. Kako prepoznavati raznolikost in graditi učečo se kulturo? Na tej poti pa vam z veseljem priskočimo na pomoč mi, Ceneš-Stupar cilj.